Dobrodošli na drugem forumu s delovnim naslovom Din v praksi. Verjamem, da boste danes preživeli tak koristen dan. Kljub vsemu, da je zunaj krvavec, babi, ampak evo, jaz mislim, da tudi tule veliko koristnih informacij. Hvala za udeležbo. Vesel sem, da smo se zbrali tako številu, da so vsi sodelujoči, tudi goste, potrdili to udeležbo. Jaz uvodu ne bom veliko, bom izkoristil potem priliko, da naredim uvod v predavanje, pa bom prosil svoga ministra Blaža Niška, direktorja KNAUF-a, ki je zaslužen, da smo se danes tudi tule zbrali v takšnem letnem objektu, da nas mogoče malce nagovori, nekaj uvoda naredi, potem pa začnemo s strokovnim delom. Evo, hvala, lep dopoldne. Ali pa tukaj. Hvala. Dobrodošli, Škofji Loki, dobrodošli k nam Isolation. Zdaj, od tega našega objekta se je zdaj kar nekaj pisali, kar nekaj govorili. Tisto, kar pa je specifika te skupine danes, je to prva skupina, za katero se lahko pohvalimo, če se lahko pohvalimo včasih, kjer lahko povemo, da je ta referat, se pravi, skupine ciklov Škofji Loki, nosilc ne samo zlata, certifikata, tega smo se nadejali, ampak celo platinast. Neko smo sredo in se je obavil na teh zelo previzitvi, pač certifikat tega varja ni pa poznano naprej. Kot sem rekel, nadalj smo se zlatega, uspelo je pa platinast. Še enega hotela Medritik, ki smo bili tisti, ki smo bili platinast, ki smo najnižji možni. In to je tisto, kar nas nadaja za njim velikim veseljem, ker sam pomeni, da ko smo šli v projektivo in tudi v izdelko smo se postavili sicer zelo visoke cilje, ampak mi dejansko bili uspeli. Sploh je sicer zelo na tem, ampak je šlo, kar pomeni, da to je prvotno seveda zahvala in pohvala ekipi, ki dela na tem. Predvsem bi nekaj našim investitorjem, ki je verjetno zgodbo iz preprostega razloga, da smo ljudje nekako tako narejeni, da kakšne stvari mu dožijo vedeti, kako zgleda. To velja predvsem za izvajalce, medtem ko celotna projektiva in celotna zgodba šla skozi izziv zgodb. Točno ta stvar, ki je bo skoraj in da se veselimo, da smo uspeli zadevo zaključiti ob naši 60-letnici pred tega mesecema, tako da zdaj tam objekte nas živi že 2 meseca in smo ostali objekti že šlo preko 30 plus. Nas veseli, da je to pač lahko v Škofji Loki. Škofja Loka je s tem poleg tega, da smo Škofji Loki globalni sedež za razvoj kamenje volne globalno, v celem svetu, in imamo tukaj tudi ekipo, ki je podpora vsem tovarnim po svetu. Smo s tem centrom predvideli še administracijsko izobraževanje centra za pol Evropo. Tukaj bodo prihajali iz tudi Nemčije, Avstrije, Italije, vzhodne Evrope, Južne Evrope. In tak center se bo zdaj še dodatno zgradil v deloma Belgiji, to je Belgija, Belgija in Francija, vsekakor v zahodni evropski regiji, odkali do Belgija in se bo zgradil naslednji. To je so 2 centra v Evropi, druga to nekaj. Videli boste tudi poleg dneva, najbolj se administracijski center v Kliču, kjer se tudi daje v živo, ta je pa bolj namenjen tem analitičnim delu, relacijskim delu. Prijetniški del, kot sem jaz rekel, predvsem je zelo, prijetniški del pa dansko prijetno jesenskih dneh je pa zelena streha, ker bodo možni sestanki takšni drugačni. Tako da dobrodošli, na sedežu tam se rečem Škofjo, v centru, hvala tudi ljudi Kemers, ki je šel v organizaciju tega in kar je zdravljeno Škofjo. Verjamemo, da se bo dobro počutili med nami. Mi smo, bom rekel, kar zadeva gradne eno močnejših projektih v Evropi na svojem področju, kar zadeva tam so najbolj specifični, najbolj zahtevni, ljudje največ vlada vedno so sedeli v Škofji Loki. Imamo delnik, to pomeni se tudi kadi, nekaj tako je drugačne, ko so dobre informacije, ki je treba analizirati tudi samimi, to so tudi te nekaj dni. To je vedno tako je, če ste dobri, se vedno tudi na optimizacijo drugih, ampak delamo stvari v smeri, da je naš okoljski vtis vedno manjši, to smo pokazali zadnji vse ljudi. Naši hrvaški tovarniki tudi vodno, smo pokazali sedaj tudi v enem morskih arhiv, se nam bojo biti postopki taki, da mogoče se na naši tovarni hrvaški na prvem sektor, ki sami recimo pravi več morskih arhiv zvone, to ste
tehnologijo, ampak mi ni volno. Mi ni volno, in si seveda želimo tudi škote, čim prej to narediti. Na ta način bi bilo dovoljene čim hitrejši in nihče več koliko mnoge, so pa glede na to, da smo razvojni centri v Sloveniji se izgledajo na naslednji zgodbo za te prevodnosti. Govorimo o prevodnosti, prevodnih inovacijah, ki so prihodnost in to najbolj verjamo in ki pa ki se danes ljubljeni smerimo to prihodnost, ki je njim osebno vtima, ki je mi se to držati začnujemo in verjamo, naše poslanstvo pa je, da ki jo poramo, je to veliko naših prihodnosti, ki se hrani, to razmerje, kakšne vsaka nota energijo, ki jo poramo, tiste nota energije, do prihodnih 30 let prihranimo, poramo pa preko 10 milijonov evrov letno, to je ta naš prinos k okolju. Sicer pa ja, na lokaciji 450 zaposlenih, imamo še Ajdošin, skupaj s Slovenijo Sokeca, in Hrvaški še 200, to je slovenski ljudi, in pa celotno slovenski slovenski, imamo enega tujca, pa še pravi crkvi. Sicer pa na lokaciji dela, kar nekaj sodelavcev, zdaj smo v različnih državah smo, koliko držav bivše Jugoslavije, smo seveda z Amerike, Kanada, Švice, Anglije, Romunije, kot tudi Afganistan, Sirija, smo taka družbena razlike, ki verjamemo, da ta raznolikost, kompleksnost prinaša inovacije in različni pogledi so fajn za ideje. Fajn je, če si na pravi poti z novimi idejami, potem pa je, če si na napačni strani, potem prehod nazaj. Tako da, dobrodošli, lep dan edukaciji, verjamem, da bo vzadnji, je še pet, jaz na začetku nedel z vami, in sem naprej, ampak je pa ekipa iz Hrvatske prisotni in vedno tudi so delil dobre izkušnje, ki imamo z vami, ali pa izkušnje, iz katerih lahko poveste, da niso v pravi smeri, pa bomo tudi smer zamenjati, če nas prepričate za to. Tako da, hvala in pa Evo, hvala gospodu Domišku za tale uvodni nagovor. Sam bom pa poskusil narediti en uvod v samo zgodbo in v tisti strokovni del, ki sledi. Se pravi, včasih, jaz pravim tako, tehnologija nas prehiteva. Kljub vsemu, če se ozremo malo nazaj, smo nekje več tisoč let delali načrte kam, risali, tolkli v kamne. 100 plus let smo pisali na papir, smo uporabljali neke projektantske table in pa takšne in drugačne orodja. 10 plus 30, 40 let se ukvarjamo z nekimi programskimi rešitvami za načrtovanje in kalkulacije. In ja, BIM ne bo prišel takoj, ne bo prišel, je tukaj, ampak ne. Ali kdaj bo ta BIM naša vsakdanja praksa? To je moje ključno vprašanje za danes. In skozi to vprašanje jaz mislim, da bomo dobili danes mnogo odgovorov. Sproti pa mogoče začenjamo danes malce drugače, jaz bom tale sketch spustil skozi. Kako se včasih lotevamo orodij, kako jih napačno vzamemo kot svoje, kako hitro obupamo. Ampak to so vse neke faze, ki so potrebne, da bomo prišli do tistega končnega cilja, da bomo znali orodja in tudi mi uporabiti za tisto dodano vrednost v vašem poslovanju. To je tisto, kar se mi zdi ključno. Nekaj čisto vsakdanjega, ob vseh teh hologramih, pa to projektiramo, nažalost, orodij, ki so na voljo na trgu, še ne znamo 100% uporabljati. Se pravi, BIM pa sem pripričan, Krka je že tukaj in jaz mislim, od 2 do 3 letih bo to del našega vsakdanjika. Kaj ima Hermes in Forbuild z BIM-om? Tisto, kar mislim, da je ključni message, je ta, in tudi današnje predavanje bo šlo v to smeri. Začenjamo ga že na fakultetah in srednjih šolah.
Skratka, smo prisotni tam, kjer se ta proces začne. Se pravi, fakultete, srednje šole uporabljajo našo rešitev in so že seznanjeni z temi rešitvami. Danes tudi del uvodnega predavanja, prva dva uvodna predavanja tudi na to temo. Mi vedno, ko govorimo o Forbuildu, govorimo o celoviti rešitvi za obvladovanje gradbenih projektov. BIM je v Forbuildu samo en izmed stebrov. In pa tretji mesec, ki vam ga želim na začetku dati, veliko govorimo o BIM ready, cloud ready. Tisto, kar je pomembno z našega vidika, z vidika Hermesa pa Forbuilda, je to, da je BIM kot tak pripravljen in v Forbuild pripravljen v svoj meri, da ga bomo lahko razvijali. Se pravi, kakoli se bo na trgu zgodilo, da bomo mi prilagodili in ti modeli, ki bodo prihajali v našo rešitev, bojo lahko vsako leto kvalitetnejši. Mogoče še to spisal z eno točko, ki ste bili tudi na način nagovorjeni in sami prijavi, imamo virtualno okolje. In tisto, kar je pomembno, je to, da znamo okolje pripraviti v parih urah, da z vami gradimo prvi projekt zelo hitro, z enim sestankom lahko pripeljamo vaš projekt, konkretno Forbuild, in da, če dalje več, imamo teh spletnih rešitev, še to z nekimi sateliti, napravimo na našo rešitev in popravljamo takšne in drugačne aktivnosti. Več na to temo, več novosti tudi v nadaljevanju.